Poudarki današnjega Pomurskega dnevnika. Preimenovanje praznika združitve prekmurskih Slovencev z Matico buri duhove. V petek bomo obeležili dan samostojnosti in enotnosti. Rojstvo Boga je rojstvo ljubezni, pravi superintendent Binkoštne cerkve na Slovenskem. V oddaji Med nama bo naš gost, murskosoboški škof, dr. Janez Kozinc. Vreme oblačno bo. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Predlog koalicije za preimenovanje državnega praznika 17. avgusta, ki bi ob obstoječem imenu združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom dodal še pojem priključitve Prekmurja, v regiji ne sproža le zgodovinskih razprav, temveč tudi očitke o razdvajanju. Kritiki opozarjajo, da gre za simbolno vprašanje, ki odpira identitetne delitve, medtem ko bi morala vlada energijo usmeriti v razvojno podporo Prekmurju, ker so konkretne gospodarske, socialne in infrastrukturne težave bistveno bolj pereče od terminoloških popravkov praznika. Prispevek Miše Zečevič. Profesor zgodovine in geografije ter pomurski poslanec iz vrst Gibanja Svoboda Dejan Süč predlog odločno zagovarja in je bil skupaj z Damjanom Bezjakom Zrimom med prvimi podpisniki zakonske novele. Sama vsebinska obrazložitev je tako ali tako jasna, tudi že večkrat povedana, tudi ob sami obeležitvi 100. obletnice priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev, in s tem se konec koncev tudi na nek način terminološko stvar postavi v prave okvire in mislim, da bo to prispevalo tudi k temu, da bo to dejansko popravljena, na nek način tudi mogoče krivica, ki je bila storjena pred nekaj leti. S poslanskim kolegom se tako strinja tudi poslanec Socialnih demokratov Damjan Bezjak Zrim. Kot zgodovinar lahko rečem, da je ideja na mestu, stoji na nekih realnih dejstvih. Kot poslanec to lahko zagovarjam. Kolegi smo ta predlog vložili v proces, zdaj pričakujemo, da bo v mesecu januarju na sporedu, tako da takrat bi pa več o sami dejstvih. Predlogu, ki predvideva preimenovanje praznika 17. avgusta v priključitev Prekmurja in združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, ostro nasprotuje Jožef Horvat iz vrst Nove Slovenije. To idejo odločno zavračam. Bil sem zraven, ko smo pomurski poslanci stopili skupaj, bili enotni. Pred 20 leti, bilo je leta 2005, ko smo skupaj podpisali amandma na zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji. In takrat smo ta zakon v Državnem zboru tudi sprejeli brez glasu proti, poudarjam, brez glasu proti. S Horvatom se strinja tudi Tine Novak iz vrst demokratov. Sama ideja se mi zdi nedodelana, predvsem se mi pa zdi čas, ko se sprejema ta odločitev, povsem neprimerna. Zakaj? Vsi vemo, da smo pri izteku mandata in s tem predlogom odpiramo identitetno vprašanje Prekmurja oziroma preimenovanje praznika, ki ima močen simbolični pomen. Horvat dodaja, da predlog razdvaja in da bi vlada energijo raje usmerila v razvojno podporo Prekmurju, kjer so konkretne težave in razvojni zaostanki veliko bolj pereči od simbolnih popravkov. Slutim pa, da je v ozadju nekdo drug, in sicer tisti, ki so pravzaprav 60 let, poudarjam 60 let, od leta 1945 do 2005, nekako zanemarjali delo katoliške inteligence oziroma teh narodnih buditeljev, domoljubov. Državni zbor bo obravnavo novele zakona začel na seji pristojnega odbora 14. januarja prihodnje leto. Če bo novela potrjena, ne bo možnosti veta Državnega sveta, kot se je to zgodilo v primeru praznika priključitve Primorske. Dan samostojnosti in enotnosti obeležuje razglasitev izidov plebiscita o samostojnosti 26. decembra 1990, na katerem je od 93,2% udeleženih volivcev na vprašanje, ali naj Slovenija postane samostojna in neodvisna država,
okoli 95% odgovorilo pritrdilno, s čimer se je začela osamosvojitev Slovenije. Do septembra 2005. leta se je praznik imenoval le Dan samostojnosti, a so ga s spremembo zakona o praznikih in dela prostih dnevih na pobudo takratne opozicijske stranke Socialni demokrati dopolnili z enotnosti, saj naj bi ta dan namreč Slovenci pokazali največjo mero enotnosti v svoji zgodovini. Samostojnost in enotnost je v Beltincih na občinski slovesnosti pojasnil zgodovinar Darjan Lorenčič. Samostojnost in enotnost. Ena brez druge ne bi imela pravega pomena. Samostojnost smo dosegli prav zato, ker smo znali dati razlike na stran in stopiti skupaj za višje skupno dobro. S tem smo izkazali enotnost slovenskega naroda, kakršne v naši zgodovini le redko najdemo. Ko se ozremo v leto 1990, vidimo trenutek, ki je v slovenski zgodovini nekaj izjemnega. Takrat se je slovenski narod znal poenotiti na način, ki je presegel običajne politične in ideološke delitve. Odločitev za samostojno Slovenijo ni bila odločitev proti nekomu, temveč odločitev za skupno, boljšo prihodnost vsakega posameznika v naši državi. Binkoštna cerkev v Murski Soboti oziroma v Sloveniji bo tudi danes praznovala Božič. Kako ga bodo praznovali, nam bo pa razložil superintendent Binkoštne cerkve v Sloveniji, dr. Daniel Grabar. Lepo pozdravljeni. Ja, lep pozdrav in veseli me, da se lahko ob tem posebnem dnevu v letu pogovorimo tudi o tem vidiku različnih praznovanj božičnih praznikov. Dejansko za Binkoštno cerkev je Božič eden od praznikov, kakor vse krščanstvo, se posebej veselimo in obeležujemo ta dogodek. Dejansko mi si razlagamo kot intervenca Boga v človekovem življenju in dejansko sami dogodki v Božiču so svojo poetičnostjo, idiličnostjo nam samo odpirajo nekak pogled v ta interes Boga za človeka, da prihaja v tistem trenutku, ko človeštvo čuti eno potrebo, ko dejansko vznikajo nove smeri, grška filozofija, rimsko cesarstvo, židovsko nezadovoljstvo, kar če lahko malo povzamemo, in v tem trenutku svet nekaj pričakuje. Zgodi se ta dogodek, da se rodi majhen otrok. In s tem nam želi, tako si binkoštni kristjani posebej razlagamo, Bog dokazati svojo ljubezen, kako majhnega otroka, tako se ponuja v ta svet. In ta prvi dogodek, ta prvi dan se vsako leto znova obeležuje in se ga veselimo. Ta dogodek je zelo pomemben za vse človeštvo, nekako nam prinese en določeni mir in znova novo upanje oziroma tako rekoč novo življenje, ki ga v teh recimo čudnih časih tudi potrebujemo. Dejansko je predvsem naglašen ta vidik. Bog se približuje človeku. Ne kot sodnik, ne kot neki zakonodajalec. Čeprav vse to je, ampak vendarle v tem trenutku Božiča je to preprosti korak. Kako sprejme družina majhnega otroka, tako si Bog predstavlja, da v tej ljubezni se odzovemo na njegovo ponudbo. In da vse tiste težave, ki so v nas, vse tiste notranje dileme, vse tiste težave, ki vsakodnevno imamo, življenje jih je polno. Živimo na tak način v takem svetu, kjer je izzivov, težav, tesnob veliko, ogromno. In ravno ta ponudba Božiča, ki prihaja tako s tem sporočilom, otrok se je rodil, je tisto navdušenje, je tisto veselje, da človek lahko dostopa do Boga, da ne zahteva Bog enih procedur, zahtevnih stvari. Preprosto vstop je ta ljubezen, odgovor vere in dejansko sprejetje tako preprostega dogajanja, kot je božično sporočilo, v svojem življenju, v ta sodoben čas, ta razvit tehnološki čas, ko si pravzaprav drugače predstavljamo neko duhovnost, pa vendar je tako preprosta. Samo odprto srce, izraz vere in tale gotovost v svoji notranjosti, da mi pa to praznovanje lahko veliko prinese. Dvakrat ste omenili vmes Bog in ljubezen. Bog je ljubezen, ki jo vsi potrebujemo, ne glede na to, kot ste prav tako omenili, v tem tehnologiziranem svetu. Vsi si želimo biti sprejeti takšni, kot smo, in biti ljubljeni takšni, kot smo, kakorkoli se bo to zdaj slišalo. Dejansko ljubezen, ta Božja ljubezen, Bog je ljubezen, v našem sodobnem času presega to razmišljanje človeka. Mi smo nekako navajeni pojmovati ljubezen kot neko dajanje,
neko pričakovanje, nekaj, kar pač nekomu podariš, nekaj, kar te mora navdušiti in potem se vrača, ampak Bog preprosto najprej ponudi, najprej da neskončno ljubezen. Neskončno ljubezen, ki se kaže v dogajanju Božiča, potem dokonča z velikonočno zmago in vstajenjem Jezusa Kristusa. Vse to je povzeto v tej zgodbi in nam kaže, da ta ljubezen najprej da vse, celega Boga na razpolago človeku. In zdaj tukaj je človek na vrsti. Kakšen bo naš odziv? Mi dejansko čutimo nekje prisotnost, nagovarja nas to božično sporočilo, vendar potem iščemo zadovoljitev na različne načine. Iščemo draga darila, iščemo zadovoljstvo, iščemo užitke. Je to v nas. Problem je, da vse te stvari, čeprav kdaj tako navdušujoče, s tako velikim pričakovanji, pa potem na koncu človek ostaje nekje ne povsem zadovoljen. Ni tista izpolnitev, ki jo pričakuje. Ko pa na vse to dogajanje dejansko navežemo pravi smisel Božiča, to sporočilo ljubezni. To sporočilo ljubezni, ki ga res vsak človek tako obupno v našem času potrebuje, potem je praznovanje lahko povsem drugačno. In potem je tudi smisel tistih daril, pa če so tako drobna ali pa ogromna, ali pa preprosto neka lepa beseda, ali pa samo ta skupnost na božični večer, ki jo lahko družina doživi, povsem nekaj drugega, je navdušujoče in pušča eno gotovost, ki nam daje moči potem tudi naprej za naš vsakdan, za naše boljše odnose, za lažje skupno življenje, za premagovanje vsega tistega, kar nas življenje pripelje, kar so njegovi izzivi. In tudi ta otrok je nedolžen. Nedolžna je prav tako ljubezen in to ljubezen in tega otroka oziroma to rojstvo je treba doživeti pri sebi. S tem, da lahko v skupnosti seveda to lažje nekako doživimo. Ljudje smo socialna bitja, potrebujemo drug drugega, težko shajamo sami. In tudi človek, ki je povsem sam, potrebuje sočloveka, potrebuje bližnjega. Tako smo ustvarjeni, to je v nas. In kakorkoli se temu izmikamo, kdaj morda življenjske situacije nas pripeljejo v situacijo, kjer ostajamo sami. Ampak vendarle, ravno to doživljanje v skupnosti je tisto, kjer se vsa ta Božja ljubezen, ves ta nagovor božičnega sporočila pa izpolnjuje, udejanja in dobiva svoj smisel. Doživljanje ljubezni v neki samoti je premalo, ni tistega izraza, ni tiste topline, ki jo človek potrebuje. In tukaj nas Bog vabi za tem sporočilom prihoda nedolžnega, ki dejansko že naprej oznanja to odpuščanje vseh krivic, ki se naberejo v človekovem življenju. Pa čeprav tako se trudimo živeti pošteno, živeti po vseh zahtevah, v dobrih odnosih, ljudje za neko samovoljo zavračamo Božjo ponudbo. In tukaj smo krivi, tukaj prekršimo tisto osnovno načelo sprejemanja te ljubezni in izraza vere, ki jo potrebujemo. In tukaj rabimo spet pristop tega nedolžnega Boga v njegovi svetosti, ki se kaže kot sprejetje majhnega otroka, da doživimo to opustitev, da doživimo to pomirjenje, to notranjo spravo, najprej z Bogom na tem duhovnem področju, ki potem zagotovo se izraža. Ne moremo drugače živeti, kot da ta ljubezen nas preplavlja, se širi navzven, se širi do drugih in kar naenkrat namesto ljudi, ki se zatekamo v svoj svet samote, ogorčenja, grenkobe, sovraštva, celo izražanja tega, postajamo ljudje, ki želimo dobro, ki imamo moč biti prijazni, biti sočloveški, stati ob človeku, stati drug ob drugem in na drugačen način živeti svoja življenja. Dr. Daniel Grabar, superintendent Pinkošne cerkve v Sloveniji, najlepša hvala. Hvala tudi vam in vsem za res blagoslovljen, prijeten Božič in da bi res doživeli ta dotik veličastnega sporočila ob Božiču, Bog je ljubezen. V nadaljevanju programa bo naš gost murskosoboški škof dr. Janez Kozinc, ki je med drugim povedal, da je čar skupnosti v tem, da nismo vsi za vse, ampak da ima vsak svoje spretnosti in sposobnosti. Misija, da bi tudi verniki razumeli, da nismo vsi za vse. Eni so malo bolj, rekel tudi v tem smislu gospodarsko, malo bolj najdejo ekipe, stvari malo prenovijo. Eni so malo bolj duhovno poglobljeni za kakšne duhovne pogovore, pa mogoče malo manj vidijo, da se pa že nekje ena streha ruši. Jaz mislim, da tako bi bil vesel, ko bi ljudje rekli, gospod, dajte, bomo mi vam, pa tule vidimo, da je že nekaj peša, pa bomo mi to malo porihtali. Priznam, da sem bolj med temi, ki
tudi čelalc ne dela več v redu, se zatika, pa malo dol pada, ga bom pač gor dal pa noter, ne bom takoj mislil, zdaj treba pa novega kupiti. Ne. Poglejmo napoved vremenoslovcev. Jutri bo oblačno v vzhodni polovici Slovenije, bo tu in tam še naretaval sneg. Jutro je bilo oblačno in deževno. Opoldne so v Murski Soboti, Radencih in Lendavi namerili 2, v Krajinskem parku Goričko pa 1 stopinjo Celzija. Jutri se bo na Primorskem delno zjasnilo, drugod bo oblačno. V vzhodni polovici Slovenije bo tu in tam še naletaval sneg. Burja na Primorskem bo čez dan počasi slabela, najnižje jutranje temperature bodo okoli 0, na Goriškem in v slovenski Istri do 6, najvišje dnevne od -1 do 3, na Primorskem do 10 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji bodo v Murski Soboti, na Ptuju in v Mariboru 0, najvišje dnevne pa v Murski Soboti, Mariboru in na Ptuju 1 stopinja Celzija. V petek bo na Primorskem jasno, burja bo še naprej slabela, drugod bo sprva oblačno, čez dan pa se bo v severnih krajih delno razjasnilo. V soboto bo pretežno jasno, po nižinah bo predvsem zjutraj in dopoldne precej megle ali nizke oblačnosti, krepil se bo toplotni obrat. Temperature se bodo v naslednjih dneh zjutraj gibale med -4 in 0, čez dan pa med 1 in 3 stopinje Celzija. To je bilo vse, kar smo vam pripravili v naši osrednji informativni oddaji. Dogajanje v Pomurju lahko spremljate tudi preko naše spletne strani ali socialnih omrežij. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav!